da se je vas zbralo novinarjev več kot pa zaposlenih. Očitno je Magni uspelo prestrašiti delavce z grožnjami, da se protestnega shoda, ki so si ga dejansko sami zaželeli, niso udeležili, čeprav so to pisno potrdili, da bodo prišli. Lahko rekli, grožnjami se je začelo že v petek prejšnji teden, nadaljevalo in danes na sestanku pol 10. uri, ker je predvidoma protestni shod bil predviden ob 11. uri. So jih poklicali včeraj preko SMS poročil, da pridejo v službo na sestanek, redno mesečno poročanje. Za vse ostale, ki so še zaposleni, so prekinili delo ob 13. uri in so lahko odšli domov. Predvidevamo za to, da se ne bi udeležili protestnega shoda. Vemo tudi, da so bili v kontaktu z policijo in kot smo videli, tukaj je kar veliko policistov in v ozadju, mislim, da 3-4 patrulje policistov. Ne vem zakaj, ker delavci imajo pravico izraziti svoje nezadovoljstvo. Če ne bi bili na čakanju, bi bili v službi, bi skladno z zakonom o stavki napovedali stavko in bi stavkali. Ker pa to ni bilo možno, so delavci sami izrazili željo, da se zberejo na protestnem shodu, ki pa, kot je očitno, je propadel, ker je vas več kot pa delavcev. Trije, ki so se uravnačili, so prišli in tudi povedali, kaj se je dogajalo danes, zadnje dni, tudi neuradno, kako bi naj se pošiljali zaposlenim maili, e-poštna sporočila, da če se bojo protesta udeležili, da bojo brez službe, s tem, da kot rečeno, to ni preverjeno. Ne vem, na mnogih protestih v Ljubljani niso bili napovedani, pa so bili dejansko javni protesti. Tukaj ne gre za javni protest, ker ni nobenega javnega interesa, ki bi se sledil, niti noben skupni interes, ampak preprosto delavci izražajo ali pa so hoteli izraziti svoje nezadovoljstvo in so z grožnjami bili pregnani. In ne vem, zakaj policija drugje po drugih podjetjih, ko so kakšni protesti, policije ni, tudi na stavkah običajno policije ni, pa mogoče bi morala biti včasih. Mislim pa, da povedanega je bilo dovolj, kaj je narobe bilo zadnje, predvsem leto dni v Magni. Odnosi so se zelo poslabšali in Magna je postala, vsaj po našem mnenju, izmed enega najboljših delodajalcev, eden najslabših.